Če se s človekom pogovarjaš v jeziku, ki ga razume, se mu pogovor vtisne v spomin. Če pa se s človekom pogovarjaš v njegovem maternem jeziku, se mu besede vtisnejo v srce. Uvodne besede pripadajo Nelsonu Mandeli, borcu za človekove pravice in rasno enakopravnost. Spoštovane in spoštovani, današnje druženje je posredno posvečeno možu, ki se je z veliko začetnico zapisal v zgodovino, obstoj in razvoj našega maternega jezika, akademiku profesorju dr. Jožetu Toporišiču, svetovljanu, ki se je rad vračal v rojstni kraj, na Mosterc, kjer je z vaščani pokrovljal v sebi tako ljubem narečju, moščanščini. Vsak dan hodimo po raznolikih poteh. Na teh bližnjih in daljnih popotovanjih pogosto naletimo na razpotja, tudi pravopisna. Pravopisna razpotja je naslov monografije posvečene Toporišiču, ki je izšla konec leta 2015. V knjigi so zbrani prispevki Toporišičevih učencev, prijateljev, sopotnikov in tudi naslednikov. V čast mi je, da lahko danes med nami pozdravim docentko doktorico Natašo Jakob, doktorja Petra Weissa in docentko doktorico Heleno Dobrovoljc. Višje znanstvene sodelavce z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRSC SAZU in člane pravopisne komisije pri SAZU-ju. Prav tako prijazno pozdravljam Davida Križmana, profesorja slovenščine in predsednika Slavističnega društva Posavja, moderatorja današnje okrogle mize o jeziku. Ker nam je mar za materinščino, slovenščino na pragu 3. tisočletja, smo se z veseljem odzvali pobudi, da tovrsten večer pripravimo v Toporišičevih domačih krajih. David in gostje, izvolite. Najlepša hvala, gospa direktorica, za te uvodne besede. Vse skupaj, predvsem vas, spoštovana publika, lepo pozdravljam na okrogli mizi z naslovom Slovenščina na pragu 3. tisočletja. Današnje srečanje se odvija v kontekstu Toporišičevega leta, s katerim smo začeli 11. oktobra 2015 in s katerim bomo zaključili na isti dan, leto kasneje, na obletnico profesorjevega 90. rojstnega dne. Poseben pozdrav našim trem gostom, kot omenjeno doktorici Nataši Jakob, doktorju Petru Weissu in doktorici Heleni Dobrovoljc, višjim znanstvenim sodelavcem z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU-ju ter članom pravopisne komisije pri SAZU-ju. Doktorica Nataša Jakob je raziskovalka v leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ukvarja se s slovensko frazeologijo in leksikografijo ter pravopisjem. Sodeluje pri pripravi novega slovarja knjižnega jezika, je sourednica 2 frazeoloških monografij in pravopisnih stikanj ter sodelavka na podiplomskem študijskem programu Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Doktorica Jakob, lepo pozdravljena še enkrat. Dr. Peter Weiss se teoretično in praktično ukvarja s slovenskim narečnim slovaropisjem, še posebej z govori spodnje Zadrečke doline in zgornje savinjskim narečjem. Je član uredniškega odbora jezikovne svetovalnice, sodeluje pri Slovenskem lingvističnem atlasu in Slovanskem lingvističnem atlasu. Od leta 2009 je urednik revije Jezikoslovne zapiski. Dr. Weiss, lep pozdrav še enkrat tudi vam. In doktorica Helena Dobrovoljc se posveča problemom sodobnega slovenskega jezika, normativistiki in leksikografiji. Kot moderatorka jezikovne svetovalnice se posveča predstavljanju aktualnih problemov sodobnega knjižnega jezika, vodi skupino za pripravo novega slovenskega pravopisa in kot predavateljica sodeluje z Univerzo v Novi Gorici. Je avtorica oziroma soavtorica 3 znanstvenih monografij ter sourednica monografij Pravopisna stikanja in Pravopisna razpotja. Doktorica Dobrovoljc, lep večer, lep dober večer še enkrat tudi vam. Predvsem dvoje
želimo obelodaniti na današnjem srečanju, in sicer kot prvo se razume raziskovalno dejavnost in zapuščino doktorja Jožeta Toporišiča, ter kot drugo večno aktualno tematiko sodobni jezik. Konec leta 2014 smo se poslovili od velikega slovničarja in jezikoslovca Jožeta Toporišiča. Povejte, kakšno delo je bilo upravljeno z vidika slovenistike, kako bi ocenili njegovo delo sedaj po smrti? Bom kar jaz začela. Res je, da vsi poznamo dediščino profesorja Toporišiča, da pa bi jo res celostno ocenili, je potrebno morda nekaj več časa, pa tudi vsak jezikoslovec jo ocenjuje lahko svojega vidika. Zame je verjetno najbolj povedno to, kakšno revolucijo so nastopi profesorja Toporišiča prinesli v tistem obdobju, ko je začel pisati o slovenskem jeziku, torej v 60-ih letih. In verjetno bi njegovo delo tistega obdobja najlažje ocenili njegovi sodobniki tedaj. Jezikoslovec Anton Bajec je za 60. leta nekje zapisal, da je povojni čas, to je čas, ko se je zgodilo ogromno sprememb v jeziku, ko so nastopili mediji, tako podobno kot danes, ko se govorimo o elektronski dobi, da je bil to čas, ko jezikoslovje preprosto ni bilo sposobno več obdelati vseh teh novosti z metodami predvojne slovenistike in da so bili brez reformatorske osebnosti, kar je verjetno po Ramovševi smrti bilo tudi očitno. Torej, takrat je profesor Toporišič nastopil s kritiko tedanje slovnice in pa s nekim duhovnim konceptom pravopisa, kakršnega si je predstavljal v tistem obdobju. In moram povedati, da je ta koncept pravzaprav ga zasledoval skozi nadaljna desetletja in da je na koncu sedanji pravopis pravzaprav narejen v skladu s temi merili. To pomeni, da se besed iz tujih jezikov ne obravnava po pravilih tujega jezika, ampak da se obravnavajo kot del sodobne slovenščine, ne glede na to, kakšen naglas imajo v izvirnem jeziku, na primer. Torej, Toporišič je v tistem obdobju presekal z mladogramatičnimi metodami in vsi ga pač označujemo kot strukturalista, kar pomeni, da njegovo videnje jezika povezujemo z razčlenjevanjem sestavin jezikovnega sistema. Z dokaj natančnim primerjanjem tudi funkcije teh jezikovnih sestavin in da so neka dialektična razmerja med sestavinami. Struktura jezika je tako v tej slovnici prikazana z neko večjo logičnostjo, tudi z obvladovanjem te globinske strukture jezika in pa, to pa radi poudarjamo, da prvič govorimo o vzročno-posledičnih razmerjih. Tako tudi jezikoslovci potem opisujemo, kakšen premik v opisovanju slovnične zgradbe se je zgodil v tem obdobju. Toporišičeva slovnica je morda v nekaterih segmentih danes že zastarela. Vsi vemo, da je jezik živ organizem, da se spreminja, ampak je edina, ki jo imamo, tudi predavamo, večinoma po tej slovnici, tako da je potrebna prenove, ampak predstavlja pravzaprav temeljni opis slovenščine, slovnični opis slovenščine tega obdobja zadnjih 40 let. Morda pa bi še kaj kolega povedala več svojega vidika. Torej, ocena Toporišičevega dela je z vidika stroke prezahtevna, da bi jo lahko upravil en človek, kar je rekla Helena. Mislim, da se strokovna ocena tega dela pripravlja v letošnjem letu. Simpozij, slovenistični simpozij obdobja je v celoti posvečen, to se pravi, preverbi Toporišičevega dela, kaj je še aktualno, kaj ni več, kaj je že preseženo. Tako da v bistvu ocena stroke bo pravzaprav
konec leta prišla. Je pa zagotovo, da ocena javnosti se je pa pokazala pravzaprav že s tem odmevnim slovesom, ki je bil morda vsaj z mojega vidika nekoliko nepričakovana. Družbena omrežja so o tem pisala, profesor Toporišič je umrl in tako dalje, kar pomeni, da je javnost vedela za Toporišiča, vse to vsi vemo, in ga pravzaprav ocenjevala kot, tako kot je bilo danes rečeno iz ust župana, kot največjega jezikoslovca, tako ga dojema javnost. Vsaj druge polovice 20. stoletja. Potem, ko je profesor Toporišič napisal kritiko stare prejšnje slovnice 4 avtorjev, čeprav so podpisani bili samo 3, ampak 4. Jakoba Šolarja niso smeli dopisati, ker je bil pri oblasteh slabo zapisan in je bil nekaj časa v konfinaciji na Igu, v zaporu. Potem, ko je pregledal njene šibke točke, je v knjigi objavil 4 knjige, 4 dele v letih od 1965 do 70 slovenskega knjižnega jezika. Tako se je ta učbenik za gimnazije imenoval. Zatem je išla slovnica v eni sami knjigi leta 1976 in to je pomenilo pravo malo revolucijo. Ob tem se spomnim intervjuja, ki ga je imel Peter Kuhar s profesorjem in je našel nekje podatek, oziroma manjkal mu je podatek, da bi slovnico katerokoli od državnih pedagoških ali političnih teles potrdilo za rabo v šoli, ali na srednji stopnji, ali na višji, visoki stopnji. In profesor Toporišič, odrezav kot je bil, je rekel, saj tudi prejšnja slovnica ni imela česa takega zapisanega. In s tem je dal legitimnost svojemu zavzetemu delu. Danes se seveda nihče ne sprašuje, ali je stara slovnica imela potrdilo, oziroma zakaj ga nova slovnica ni imela. Ta slovnica je bila preprosto neprimerno boljša in vemo, da je išla potem leta 1984 v razširjeni izdaji, leta 2000. Eno izdajo so naredili pri založbi Obzorja še na črno, ker se je pokazala potreba po novi, pa je niso dali profesorju Toporišiču v potrditev ali kaj takega, ampak so jo samo izdali, napisali, da gre za novo izdajo in potem se številčijo slovnice te izdaje še naprej. Danes je ni mogoče več dobiti, kar je škoda, in dejansko smo brez slovensko pisane slovnice po slovenskem jeziku, ki bi bila na dovolj visoki profesionalni ravni. Imamo angleško slovnico profesorja Petra Heritija iz leta 2000, ki ima nekatere zelo pronicljive in tudi zelo napredne zamisli in ideje, ampak je v primerjavi s slovnico profesorja Toporišiča veliko vendarle revnejše. Tako, potem je pa treba pri profesorju Toporišiču upoštevati še njegovo siceršnje publicistično delovanje. Bil je urednik jezika in slovstva in pozneje urednik slavistične revije za jezikoslovje. In kot urednik imaš po svoje neznansko moč, si lahko predstavljamo, ker si izbiraš avtorje, po drugi strani si zelo odvisen od njih in v časih, ko je bilo
ko so bila razmerja med slovenističnimi avtoritetami malo napeta, je bilo težko pričakovati, da bodo objavljali v, recimo, jeziku in slovstvu tisti ljudje, ki si jih je profesor Toporišič želel. Ne vemo pa čisto natančno, mogoče pa koga tudi ni želel in ga zaradi tega ni bilo med objavljajočimi. Vendarle pa smo v teh zvezkih, v teh zveščičih, po 8 jih je bilo na leto, dobili potem, če danes pogledamo, ogromno količino letnikov, kjer so bila obdelana posamezna jezikovna vprašanja, zelo zanimiva, in tudi take podrobnosti, kot jih danes obravnavamo v jezikovni svetovalnici. Odzivi na pobude, vprašanja in nejasna stališča posameznikov, večinoma takrat profesorjev slovenščine, sploh pa ni nujno, na katere so potem poskušali v jeziku in slovstvu marsikdaj na končnih straneh, tudi na ovitkih posameznih številk odgovoriti. Kdaj je prišlo tudi do polemik med odgovarjajočimi, kdaj tudi profesorja Toporišiča in drugih. Vemo, da je bil polemičen človek, ampak na ta način se še bolje izkristalizirajo stališča enih in drugih. In ko danes gledamo, ni bila profesorjeva prednost samo v starosti, relativni starosti, ker takrat, ko je objavil slovnico leta 1976, je bil vendarle star 50 let. To lahko imamo za že kar zrelo starost ali pa za sorazmerno mladost. Skratka, njegovi starejši kolegi, ki so pisali prejšnje slovnice, so bili takrat že zelo, zelo v letih. In lahko rečemo, vprašanje časa je bilo, kdaj bodo profesorjeva stališča vendarle prevladala, ker je imel bolje obdelan korpus, s katerim je operiral. To vidimo iz okrajšav ponazarjalnih primerov že v knjigah slovenskega knjižnega jezika, kjer je vedno ob koncu stavka ali povedi, kot se danes reče, napisal začetnice pisateljev, kot so Josip Jurčič in tako naprej, klasiki takratnega časa. Gradivo je dobil v listkovni kartoteki Inštituta za slovenski jezik, ki je takrat nastajala zato, da se je potem iz nje izdelal slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je v tem času postal, Toporišičevem času, postal klasika za slovarski prikaz našega jezika. In na tako utemeljeni slovnici je bilo le še pretežko v Toporišičevem času ponuditi kaj drugega. Posamezne poglede ja, sicer pa ne. Današnji čas bo seveda prinesel nove probleme, potem nove poglede na slovenski jezik. Ni več težišče slovenskega jezika knjižni jezik, kot so si ga predstavljali včasih, tistega, ki je izhajal iz knjig, iz slovenskega leposlovja, ampak čedalje bolj danes gremo v drugo zvrst, publicistiko, ki predstavlja naš bazen, iz katerega črpamo knjižni jezik. Ne govorim, da je to edina stvar, ampak v času, ko so delali slovar slovenskega knjižnega jezika, so bili posamezniki, ki so znali celotnega Prešerna na pamet. In v tistem času so predlagali tudi, pa se ni išlo,
smrt je bila vendarle hitrejša, da bi naredili slovar Prešernovega pesniškega jezika. To pomeni, načrt je bil tak, da bi izpisali celotno Prešernovo besedje, ne samo pesniškega, slovar celotnega njegovega besedja, potem bi pa to dokumentirali z vsemi starejšimi slovarji in tako naprej. Skratka, čas je bil tudi že za to, da se potem iz izsledkov, ki so bili pri profesorju Toporišiču otipljivi v slovnicah, v različnih izdajah slovnic in v njegovih številnih razpravah, da se temu pridruži še kaj novega. In danes bodo raziskave šle v drugo smer, vendar pa ene same glave, ki bi obvladovala toliko različnih plasti slovenskega jezika, zvrsti od narečja, od vašega lokalnega narečja naprej. Vemo, ker imamo v Ljubljani zapis govora Mosteca za slovanski lingvistični atlas. Prispeval ga je seveda profesor Toporišič in ta stvar je še vedno v rokopisu. Česa takega do zgodovine, do različnih zvrsti, česa takega posameznik ne bo več zmogel. Zdaj bodo za to potrebne skupine ljudi in kot pravi ta kolegici, že za oceno Toporišičevega dela bo potrebnih več nas posameznikov, da bomo naredili dobro, objektivno oceno in da bomo lahko pogledali na vse različne konce, kjer je profesor Toporišič deloval. Vsekakor ne. Njegov opus zahteva torej več ljudi in tudi dalj časa. Ne? Kaj pa novi izzivi? Kakšni so novi izzivi, predvsem jezik in elektronska doba? Kje vidite prednosti, kje slabosti vsega tega? Zdaj, pri množičnem komuniciranju je seveda v primerjavi s starejšimi časi, ko je bilo zasebno vendarle omejeno na dva para oči v recimo pismih, je zdaj prišlo do velike razširitve z raznimi socialnimi omrežji, kjer pa vidimo, da imajo celo ljudje, ki bi morali biti poučeni o tem, kaj je za javnost in kaj je za dva para oči, velike težave. Pišejo tistemu konkretnemu, tisti konkretni pa seveda stvar potem razširi med množico in politika ali kompromitira, ali ga pokoplje samega sebe, pa ne samo politiki. Trenutno imamo tovrstne probleme med nogometaši, ki se preprosto zmerjajo in ki bi jim bilo najbrž da dobro odsvetovati rabo nekaterih družbenih omrežij. No, vprašali ste o izzivih, ne? Jaz bi se navezala na Petra, ki je poudaril, koliko besedil se napiše danes v slovenščini. Pa še en drug vidik bi izpostavila. Namreč sociolingvistična situacija se je v slovenskem jezikovnem prostoru v zadnjih 3 desetletjih tako spremenila, da se tega morda niti ne zavedamo. V slovenščino se prevajajo vsi pravni in pravni akti. Slovenci imamo močno prevajalsko ekipo v Bruslu, v Luksemburgu. Vse, kar velja, torej z pravnega vidika imamo v slovenščini in ti ljudje se resnično trudijo, tu lahko potrdim kot moderatorka jezikovne svetovalnice na Inštitutu za slovenski jezik, da iščejo najboljše možnosti in iščejo slovenščini najbližje rešitve tudi. Torej, to je nekaj, česar slovenščina ni imela v vsem obdobju svojega obstoja, da bi res bila tako pokrita, ne funkcijsko. Kar se pa tiče novih medijev,
smo pa pogosto nekako nezadovoljni, ne? Ker jezik na spletu ocenjujemo samo preko teh zapisov govorjenega jezika v forumih, opazujemo socialna omrežja, ne zavedamo pa se, kakšen porast besedil v slovenščini je zdaj zapisan, ne? In dostopen na spletu. Angleški jezikoslovec David Crystal, ki piše o tej spletni rabi jezikov, pravi, da je 10-kratni porast besedil glede na recimo polovico, kakor je bilo na polovici 20. stoletja. Verjetno je razumljivo, da prej je avtor nekaj napisal, poslal uredniku, urednik je to pregledal, potem je dal lektorju, korektorju in spet se je vrnilo k avtorju v avtorizacijo. Danes vemo, da lahko nekaj objavimo na spletu, ne na družbenih omrežjih, ampak recimo imamo svoj blog, imamo novičarske portale, kjer je tudi napisano v knjižnem jeziku. Skratka, da je teh besedil precej več, in da imamo jezikoslovci na eni strani več možnosti, da opazujemo jezikovno rabo, torej nismo omejeni zgolj na izpise izbranih besedil iz različnih klasikov ali pa publicistike, ampak imamo pred sabo, kar če vtipkamo v Google, ogromno raznolika besedila, ogromno raznolikih besedil, po drugi strani pa smo nekako postali bolj občutljivi za jezikovno raznolikost. Torej, v različnih položajih, različna raba besedil. Razumemo, da če je na televiziji Slovenija pogovorna oddaja namenjena dijakom, če jih sprašujemo o njihovih težavah, pa tudi o jeziku, da bodo govorili v jeziku, ki je njim blizu, torej pogovornem jeziku, da se bo to pomešalo tudi s slengom. To je sigurno drugače kot jezik, ki ga bere napovedovalec, ko se mu vrti ta boben, to je pa brana slovenščina, ne? In težko pričakujemo, da bo zdaj vse zelo homogeno, torej monoliten jezik. Zelo je pester, raznolik in vse te zvrsti moramo negovati in jezikoslovci opazovati. To se meni zdi v tem trenutku največji izziv za našo stroko. Pa še to bi opozorila, kar sem prej rekla, da se je spremenil način objavljanja, kar smo bili vajeni v 20. stoletju, da gre od urednika do morda še do avtorja nazaj in da se si izmenjujeta besedilo. Tudi potem lektor, ki je to pregledoval, se je skliceval na priročnik. Danes se na priročnik ne sklicuje samo profesionalni pisec besedil in bralec. Danes se v priročnike, v slovarje gledajo pravzaprav vsi, ki karkoli pišejo. Torej moramo mi tudi naše priročnike prilagoditi jezikoslovnemu znanju teh ljudi, torej navadnih uporabnikov, ki niso šolani v jezikoslovju. Nataša, bi še tudi. Jaz bom pravzaprav samo nekako strnjeno ponovila te misli, ki so bile izrečene. Nekako res v zadnjih 20 letih se mi zdi, da je slovenščina se pokazala kot res izjemno dinamičen jezik, nikakor ne ogrožen v tem smislu, ker si ga upamo uporabljati v vseh položajih, ki se pojavljajo, v vseh novih položajih se zelo hitro prilagodimo, tvorimo nove besede, ki so vsaj v korenu recimo nekako slovenske. Tako da v bistvu mislim, da je nekako naš največji izziv za stroko, zdaj kot leksikografa recimo, da se dejansko, da nam bi dejansko uspelo pripraviti en tak sodoben jezikovni opis, ki bi temeljil na osnovi nekih objektivnih analiz tega gradiva, s katerim, tega jezika, ki ga uporabljamo danes, seveda z interpretacijo tega, kaj smo nekako prinesli sabo iz tradicije, tako da v bistvu mislim, da imamo kar nekaj izzivov v tem smislu. Vsekakor. Malce ste že tudi načeli moje naslednje vprašanje, oziroma temo naslednjega vprašanja, namreč učitelji, profesori se dnevno srečujemo s spisi, eseji, učencev, dijakov in tam se dnevno srečujemo seveda s tem sproščenim pisanjem.
Kako šolarji, dijaki dojemajo razhajanje med knjižnim jezikom in vsakdanjo prakso? Kako gledate na to? Jaz sicer tega vidika konkretno ne poznam, ker po izobrazbi sem sicer profesor slovenščine, pa vendar nisem kaj dosti učil, razen v tujini, kjer je pa bila takratna klientela, moji študenti, so imeli čisto druge potrebe in drugačna slovenščina se je takrat pri njih izkazovala. Pa vendar odgovoril bom na splošno. Če se v njihovem knjižnem jeziku z višine zbornega ali knjižnega jezika spuščamo na videz, navzdol do tistih korenin, ki jih lahko predstavlja narečje, malo višje so pokrajinski jeziki in pokrajinski knjižni jeziki, tudi ki jih je več, ni samo eden v slovenščini, in po drugi strani k slengu med mladimi. Vendarle je treba reči tako, da je le slovenščina in potem moramo vsi mi, ki nas skrbi za višino, za register, ki se uporablja, dati na razpolago možnosti, da pridejo do ustreznih izrazov v višjem knjižnem jeziku, recimo v besedilih, ki jih namenjajo širši publiki, in da jim uzavestimo, tu pa mislim na pedagoge, rabe, ki so primerne med njimi samimi ali pa med domačimi, če se recimo v družini pogovarjajo v narečju. Lahko da govorim malo abstraktno, ampak za vsakega od nas se najde položaj, ki ga doma, v domačem okolju, v domačem mešanem zakonu, recimo, ali pa kot otrok iz mešanega zakona, ki ga obvlada bolje, ki mu je bolj domač v primerjavi s kakim drugim načinom komuniciranja. V vsakem tem primeru je bistveno, da govorimo, da si pišemo, če je potreba potem, da nismo tiho, da drugemu ne prepovedujemo, naj molči, če ne zna dovolj za naše pojme, dovolj visoke slovenščine. To je ne samo grdo, to gre že proti človekovim pravicam. Kaj pa, če tisti ne zna dovolj, ali naj bo zaradi tega tiho? Kaj pa, če ni imel šolskega sistema, ki bi mu dal znanje o knjižni slovenščini? Tak je primer pri Slovencih, to so naši sonarodnjaki. Na zahodnem delu slovenskega jezikovnega ozemlja, v Italiji, kjer zaradi fašizma niso imeli pouka slovenščine. Mi ne smemo reči, naj molčijo v slovenščini, če njihov jezik ni dorasel našim, recimo, ljubljanskim ušesom. Še vedno imajo ne samo pravico, naj govorijo po naše. Se bomo že potrudili, se bomo že na kak način razumeli. Na ta način sami iz sebe delamo ljudi, čuteče za druge, in delamo jih sebi enake Slovence. V tistih surovih razmerah, ne govorim na pamet, je lahko izraz naš jezik, kjer je mišljen slovenski jezik, vendar v narečni obliki, kakršno obvladajo na italijanski strani, pa si ne upajo reči narečje, ker bi bilo to spet nevarno
z italijanske strani, o politiki govorim. V tem primeru si pa tudi ne upajo reči slovenski jezik, ker to pomeni ljubljanščina, čeprav je njihov jezik z našega stališča del slovenskega jezika. V tem primeru je še vedno bolje, da pristanemo na formulacijo naš jezik, naše narečje, ali pa, kot rečejo sami, po domače, in mi v tistem prepoznamo potem slovenščino. Na drugi strani je pa italijanščina v slovarjih ali v slovnici in vse to lahko nastane kje, v kakih okoljih. To je poglavitno. Potem je pa iz malo preteklega časa, iz šole, ki je pripadal tudi profesor Toporišič, ki je bil v tem smislu, sem že povedal, narečno tudi sorazmerno odprt, ampak v knjižni slovenščini je pa vedel, da nekatere sestavine nimajo kaj iskati. Iz tega časa izvira tudi misel, da se slovenski jezik uresničuje, slovenski knjižni jezik, moram zdaj dopolniti, uresničuje na vseh ravneh. Od parlamenta, uprave, šolstva, potem vojske, tega do leta 1990 ni bilo, od tega časa naprej je, vendar pa v mejah Republike Slovenije, ker naša republika ne sme prehudo vplivati na slovenska zamejska območja, na Madžarskem, v Avstriji, Italiji in tudi na Hrvaškem, kar je poseben problem. Resnica je, da vse to res se uresničuje v slovenskem knjižnem jeziku, če tako rečemo, in v slovenskem jeziku, če rečemo na splošno. Vendar pa, ko primerjamo ta položaj z angleščino, ki prodira po svetu, v kateri so opisane take veličastne stvari, kot so vesoljske ladje ali pa letala, kakršen je DC-10. Zanj je menda dokumentacije v angleščini. Potrebno bilo v fasciklih na formatu A4 42 metrov. Tega slovenščina nima. Ampak to še vedno ni razlog, da bi se angleščini naj klanjali zaradi tega preprostega dejstva. In po drugi strani, moje narečje, vaše narečje, če tako govorite, nima možnosti, da bi kdaj prodrlo v slovenski parlament in da bi se tam v njem lahko izražali. In v njem bi lahko izražali najboljše misli, kolikor jih premoremo. Ja, res je v slovenski javnosti dolgo veljalo prepričanje, da je profesor Toporišič avtor mnogih besed, nenavadnih tudi, in da so je to rezultat Toporišičeve besedotvorne delavnice. Mislim, da se je dolgo govorilo o hardwareu, da je to mečina, trdina in software, trdina in pogosto je bilo to v javnosti predstavljeno kar s posmehom. V resnici pa je Toporišič v zadnjih letih pri pripravi novega slovenskega pravopisa nekako želel, da se za tiste besede, za katere v slovenščini nimamo domače ustreznice, da se vsaj predlaga ljudem, da imajo možnost uporabljati slovensko namesto tujega. In jaz se spomnim, da je bil to zabojnik za kontejner, pa se je kar uveljavilo, pa da je bil sicer stisnenec za briket, to se ni uveljavilo. Je pa, če gledate slovenski pravopis, so te besede, ki so manj navadne, so pomenke zapisane v takih lomljenih oklepajih. Nekaj sem si jih izpisala, naprimer, ni se prijelo, da bi bil biolog živoslovec, ampak da bi bil bodybuilder mišičnjak.
Po drugi strani pa imamo, naprimer, sem sama preverjala, intervjuvanec, spraševanec, kinolog, psoslovec, to smo zdaj našli, da resnično ljudje uporabljajo. Zdaj, striptizeta, svačilka, odvisno je, ne? Ali se je beseda že v javnosti do take mere uveljavila. Mislim pa, da bi ob poplavi novega besedja pravzaprav kar potrebovali kakšno tako besedotvorno delavnico in predlagam, da Nataša pove, kaj na Inštitutu za slovenski jezik mlajša generacija jezikoslovcev resnično pripravlja v tej smeri, ker teh novih besed je res veliko iz tujih jezikov. Sam z enim stavkom bi se navezala na Heleno. Meni se zdi, da so bila dobra in jih ocenjujem kot pozitivna prizadevanja profesorja pri rabi uveljavljanju strokovnih izrazov, domačih strokovnih izrazov na področju jezikoslovja. Tako da mi smo še vsi študentje, ki smo pač obiskovali predavanja pri profesorju Toporišiču, in je bilo nemogoče, da bi zapisal sintaksa namesto skladnja ali pa morfologija namesto oblikoslovja. Tako da mislim, ta prizadevanja se mi zdijo za stroko koristna. Zdaj seveda, če smo v nekem mednarodnem okolju, je razumljivo, da boš tam uporabljal mednarodne izraze. Ampak to je druga stvar. Kar se tiče pa torej tega pridobivanja, tvorjenja novih besed, kar se je pripisovalo Toporišiču velikokrat tudi po krivici, pa bi se rada navezala na našo zbirko Predlagajte novo besedo, ki smo jo danes že omenili. Kaj se pokaže? Da v bistvu ob neki tuji besedi, recimo selfie, se je pojavilo kar 23 različnih predlogov, kako naj bi temu rekli raje po slovensko, od jašček, sepček, sepko, samoslik in tako dalje. Skratka, ljudje smo sami nagnjeni k temu, da želimo nekaj tvoriti pravzaprav po domače. Tako da mislim, da tukaj je mogoče profesor Toporišič malo spodbudil to ustvarjalno, besedotvorno ustvarjalno žilico, ki jo imamo verjetno vse. Inštitut za slovenski jezik je pa ustanova, kateri je tradicionalno podeljena skrb za jezik. Kako se vi lotevate te naloge? Na eni strani evidentiranje jezika kot sistema, priprava slovarjev, pravopisa, popis narečnega besedja, po drugi strani pa raziskovanje jezika, ki naj bi bilo prvo pri ustvarjanju novih pogledov na jezik. Kaj pa jezikovno svetovanje? Ja, na Inštitutu za slovenski jezik smo z izidom slovenskega pravopisa 2001 prvič ponudili možnost jezikovnim uporabnikom, da kar pišejo na spletni oziroma na elektronski naslov, če jih kaj moti, če v pravopisu kaj pogrešajo. In do sedaj se je nabralo kar precej takih vprašanj, pa tudi odgovorov. Pred 5 leti pa smo se odločili, da začnemo ta vprašanja in odgovore tudi javno objavljati, ker smo ugotovili, da se ponavljajo. In če odgovoriš nekomu, kako sklanjamo moška imena, ki se končajo na O ali na A, je dobro, da kdo, ki išče po internetu, na tak odgovor že naleti. Zdi se mi, da se dinamika teh vprašanj, kljub temu, da so javno objavljeni odgovori že še vedno povečuje. Danes je 14. april, mi pa imamo recimo v našem poštnem predalu v mesecu aprilu kar 35 vprašanj. To pomeni, če si povprečno izračunamo, jih pride od 40 do 60 mesečno, na nje odgovarjamo in se mi zdi, da je med našo publiko oziroma bralci vse več tistih, ki so profesionalni uporabniki jezika, torej tisti, ki predavajo jezik, tisti, ki lektorirajo, ki ne najdejo odgovora na vprašanja. Torej, to pomeni za nas, da so v naših priročnikih tudi vrzeli, ki jih moramo zapolniti in je ta svetovalnica dober pokazatelj teh vrzeli. Vloga inštituta. Prednost inštituta je v tem, da je pač
tukaj sekcijsko razdeljeno na vsa ta področja, terminologija, leksikologija, narečje, kar ste danes, mislim, da dobili vtis. Bistvo pa je to, da je od leta 2014 so vsa slovarska dela objavljena na portalu Fran. Trenutno portal vsebuje 29 različnih slovarjev in menda je bilo do zdaj že 7 milijonov poizvedb, kar pomeni, da inštitut tukaj opravlja svojo družbeno vlogo. Torej, skrb za slovenščino v pravih, dobrih rokah. Hvala lepa. Še enkrat hvala našim gostom, docentki doktorici Nataši Jakob, doktorju Petru Vajsu, docentki doktorici Heleni Dobrovoljc in moderatorju večera Davidu Križnodu za prispevek k razvoju in obstoju naše materinščine. Iskrena hvala tudi vam, dragi obiskovalci in drage obiskovalke. Zgodbo o slovenskem jeziku so zapisali jezični možje in žene. Oblikujmo in negujmo njeno nadaljevanje tudi mi, v Toporišičevem letu in tudi po uradnem izteku letega. V tebi mora goreti, kar želiš zanetiti v drugem. Avgustinosove besede, ki še kako držijo. Bodimo ponosni na to, da govorimo slovensko.